Če pogledamo Črno vas pa Kostanjevico, da so potrebovali dodatne roke, dejstvo je, da so za to zaprosili, dejstvo pa je tudi, da noben ni angažiral v teh dveh naseljih recimo vojske. Kdo je za to odgovoren? In v Kostanjevici in v Črni vasi je bila angažirana slovenska vojska. Zahteve za ta angažiranja smo oblikovali na podlagi ocene v občinah, na podlagi predlogov, ki so bili dani potem regijskemu štabu, uskladili smo jih v državnem štabu in jih tudi v celoti realizirali. Niti en zahtevek ni ostal v teh dneh nerealiziran. Če govorimo o Črni vasi, je bila ena želja iz ljubljanskega štaba, ta, da rabijo najprej nastanitev za 400 oseb, potem, ko smo jim zagotovili pomoč iz slovenske vojske okrog 550 nastanitvenih zmogljivosti, vključno z Logatcem, so te potrebe odstopili in povedali, da rabijo do 100 oseb. Zato smo jim zagotovili Logatec. Druga zahteva je bila, da jim je treba na Barju zagotoviti ogromne šotorske površine za oskrbo. Pokazalo se je, da je ta zahteva bila predimenzionirana in je bila ta oskrba zagotovljena preko zmogljivosti slovenske vojske v, mislim, da kasarni v Mostah. Sicer pa predlagam, da podrobneje odgovori brigadir Osterman. Vojska je prišla v Kostanjevico šele v ponedeljek, ljudje pa so potrebovali podporo že v tistih hudih, na prvih urah. V Kostanjevici in spodnjem delu Krke je bila vojska angažirana tisti trenutek, ko je bila izražena zahteva, da rabijo še dodatno pomoč v kadrovskih zmogljivostih. Predtem so se opirali na zmogljivosti predvsem gasilcev in drugih zmogljivosti na tem območju. Dobili so tudi vso materialno podporo za svoje delovanje, ki so ga zahtevali ali preko regije oziroma iz državnega logističnega centra. Izvoli. Kot vam je poznano, slovenska vojska izvaja tudi naloge sodelovanja v naravnih in drugih nesrečah. Tako so bile enote slovenske vojske angažirane v skladu s predpisi na podlagi 45 zahtevkov, ki jih je podal Republiški štab za civilno zaščito. V tem obdobju, celotnem obdobju od 18. do 27. je bilo angažiranih 1238 pripadnikov. Ti pripadniki so skupaj opravili na terenu 13.560 ur. Poleg tega je bilo angažiranih vrsto materialnih sredstev, vključno za prevoznimi sredstvi, tako da je bilo opravljeno preko 145 različnih prevozov, tako po cesti, po terenu, kot seveda tudi po vodi. Angažirali smo, poleg vsega smo tudi angažirali čovne, kot je seveda tudi že povedal poveljnik civilne zaščite. Same lokacije angažiranja posebej ne bi izpostavljal, ker je bilo to tukaj že povedano. Naloge so bili predvsem osredotočene na področje čiščenja, tovarjanja in odvažanja uničene opreme, potem prevozi prebivalcev na posameznih območjih, dezinfekcija in ostale druge naloge. Mogoče samo povzamem neko številko. Upravljeno je bilo preko 47.500 km prevozov, prepeljano okoli 2160 kubičnih metrov različnega uničenega materijala in 200 ton nekje v težini celotne te opreme. Jaz bi v zaključku mogoče samo povedal, da slovenska vojska ocenjuje, da je nalogo, katero je dobila po zahtevi Republiškega štaba za civilno zaščito, opravila odlično. Kar se pa tiče seveda predvidenosti samostojnega delovanja, pa moram povedati, da pri tovrstnih aktivnostih, kar se tiče sodelovanja ob naravnih in drugih nesrečah, samovoljno delovanje slovenske vojske ni predvideno. Ampak ljudje, jaz sem bil 5 dni, sem preživel z njimi in sem bil v Kostanjevici in so rekli, da v tistih prvih trenutkih bi potrebovali dodatne roke, da pripadniki civilne zaščite in gasilci so sicer naredili, kar so lahko, ampak da je bilo to premalo, da niso imeli te konkretne podpore. Lejte, še enkrat odgovorim. Mi, tako kot sem prej parkrat poudaril, sistem je postavljen s težiščem na lokalni ravni. Ko v neki občini ocenijo, da jim manjka česarkoli, to svojo zahtevo posredujejo regiji. Ta je dolžna zagotoviti iz sosednjih občin, iz svojih zmogljivosti
če jih nima, lahko zahteva od nas, od državne ravni in jo zagotovimo. In nobena zahteva v tem času po dosedanjih podatkih ni bila realizirana. Verjetno ste mediji tudi lahko opazili, da smo in so delali zlasti vojska, tudi v soboto in nedeljo, ko so redne dejavnosti imele prosti dan. Pa je vojska opravila tudi nekatere aktivnosti, ki jih sicer opravljajo redne službe. Mi se v to nismo spuščali, ker so bile pač zahteve take in smo jih realizirali. In če bi, dopuščam pa seveda, da mnenje posameznika, da mnenje prizadetih je bilo v tistih dneh tudi tako, češ kje pa je vojska, zakaj pa vojske ni bilo že v petek, zakaj jo ni bilo že prejšnji dan, ampak o tej postopnosti, o tem smiselnem in racionalnem in obenem tudi učinkovitem angažiranju smo v teh dneh večkrat govorili. V Ljubljano, v Kostanjevico, v Posavje je bilo možno poslati, če želite, ne vem, na stotine gasilcev in še bistveno več vojske. Vendar je bilo treba počakati, da je bilo možno te ljudi tudi na tem območju uporabiti. In te sile, ki so prihajale v Kostanjevico, so bile vsak dan sproti dogovorjene, kakšno število, kakšna struktura in za katere naloge. Hvala. Še mogoče kakšno vprašanje? Sabina Lokar, Dnevnik. Jaz bi pa vprašala, če ste kakšne razlike glede na območja ugotavljali, naprimer jaz sem dol Zasavje pokrivala in tam ljudje niso delali nobene panike, čeprav so bili v paniki, ne. In so tudi, naprimer, pred poplavami so prej pospravili stvari, tist, kar so lahko, potem pa so klicali iz Ljubljane, naprimer, da imajo vodo na dvorišču in noben noče pride črpati, da bi šli pomagati sosedu ven spravljati iz hiše. Ponašanje ljudi ob takih nesrečah je gotovo različno. Najprej je problem v tem, da nekateri resno, nekateri manj resno, nekateri pa, bom rekel, nepozorno jemljajo naša opozorila. Rad bi povedal, da kolegi iz Ministrstva za okolje in prostor, meteorološka in hidrološka služba je naredila izjemen napredek v zadnjih letih pri napovedovanju teh vremenskih ujem. Glede na to, da črpamo vse njihove podatke okrog opozoril in da je pri nas standard, da se njihovo opozorilo prenaša na regijsko ali lokalno raven, v medije, med prebivalce, v pol ure, v 30 minutah, potem je nesporno tudi to, da so v glavnem ljudje pravočasno opozorjeni. Res pa je, pravim, da zelo različno jemljajo. Od tega, da pozorno prisluhnejo takim opozorilom in ukrepajo, do tega, da seveda mislijo, že napovedujejo, morda pa tukaj ne bo nič. In to se seveda kasneje pozna pri ravnanju. Drug fenomen, seveda, če sploh lahko mu tako rečem, je to, da na različnih območjih se ljudje različno ponašajo. Dejstvo je, da ob nesreči so več ali manj prve ure ljudje v šoku, kasneje začnejo drugače pogledati na te probleme. To se je videlo tudi skozi vaše poročanje. Videli ste, kakšne so bile reakcije nekaterih, če jemljem za primer, ne vem, Suho krajino ali pa Zasavje ali pa Posavje ali pa ljudi, ki so bili potopljeni ali pa zaliti z to vodo iz Gradaščice oziroma na Viču, na Barju in tako naprej. Gotovo je, da te osveščenosti, samozaščite je bistveno premalo. In gotovo je, da nekatera območja, kot sem poskušal poudariti, ki bi bila lahko bolje pripravljena, ker tam ogroženost ni fiksna, ni imaginarna, je realna. Pa vendarle ni, so bila in to pomanjkljivost je treba odpraviti tudi v sistemu v bodoče. Tudi kaže seveda taka velika naravna nesreča na spoznanje,
da je treba še veliko več pozornosti posvečati prilagajanju teh naših reševalnih služb na vremenske ujme. Mi sicer smo v nacionalni program napisali celo vrsto programov, posvečenih temu področju in izboljšanju pripravljenosti. Dejstvo je, da v okviru te, bom rekel, neugodne ekonomske situacije, ti programi se niti niso začeli še izvajati. Manjka pa različne opreme te vrste za take situacije. In potrdilo se je še enkrat, da je pravilna usmeritev v to, da vse gasilske enote prostovoljne pri nas so vključene kot splošna reševalna služba v sistem zaščite, reševanja in pomoči. Ne glede na to, da imamo vrhunske poklicne reševalce, brez te množice prostovoljnih gasilcev, sorazmerno dobro opremljenih in usposobljenih, zlasti pa je nezamenljiv njihova pripravljenost, da pomagajo v takih situacijah. Tega ni mogoče nadomestiti z ničemer drugim. In še posebej to prihaja seveda do odraza v posameznih območjih, v posameznih ožjih, lokalnih skupnostih, krajih in tako naprej. Država si nikoli ne bo mogla privoščiti tolikšnega števila poklicnih reševalcev, da bi lahko nadomestila to armado prostovoljnih reševalcev.